Se pravi, ko nekdo nekaj govori, si pozoren na njega, kaj govori, a ne, malo gledaš tudi, kaj govori telo. Hkrati potem pa tudi to povzemanje, da ti povzameš njegove besede, da sploh vidiš, a si dojel, kaj hotel in mogoče rečeš, ok, če sem te prav razumela, si ti zdaj hotel povedati to pa to in potem ti on ja ali ne. Ja, v bistvu tle še tako, ne, še pri poslušanju. Eno je to, da smo najprej recimo, da v tišini poslušaš drugega človeka, ne, da poslušaš besede, tle govorimo o tem dvojnem fokusu poslušanja. Poslušaš besede, z enim delom fokusa poslušaš besede, se učimo poslušanja besed in z drugim delom fokusa skušamo poslušati občutke in potrebe tega človeka, se pravi, zakaj nam govori to, kar nam govori. In pol, spet ne gremo spet nase, ne, ampak ostanemo še s pozornostjo na temu človeku in skušamo še povzeti, da smo res v polnosti razumeli, kaj se v temu človeku dogaja, kaj mu je pomembno, katere potrebe so mu pomembne, kakšni občutki se v njih sprožajo. Ostanemo še z njimi, še dodaten čas in dodatno pozornost namenimo njim in poklonimo njim, dokler ta oseba ni v polnosti res slišana. In potem šele recimo, ne, prenesemo pozornost nase in v bistvu na ta način se mi zdi, da tudi povečamo možnost za obojestransko slišanje. Na ta način lahko ustvarimo prostor ali pa povečamo možnost, da se ustvari prostor v tem medosebnem stiku, ko si lahko recimo in ti slišana in jaz slišan v polnosti.